V svetu, kjer se zdi, da je vse že izumljeno, včasih pozabimo, da se največje revolucije pogosto zgodijo tam, kjer jih najmanj pričakujemo. V najbolj tradicionalnih dejavnostih. No, točno to je zgodba o Antonu Žnidaršiču, človeku, ki je zavedno spremenil obrt staro tisočletja – čebelarstvo. To je res ključno vprašanje, kaj ne? Kako se sploh lotiti nečesa, kar ljudje počnejo na praktično enak način že stoletja, in to narediti bistveno, ampak res bistveno bolje. Žnidaršičeva zgodba je pravzaprav pravi učebnik reševanja problemov in modernizacije. No, naša zgodba se začne z Antonom Žnidaršičem, mladeničem, ki ni podedal kakšnega bajnega bogastva, ampak ravno nasprotno, družinsko posestvo polno dolgov. A imel je nekaj veliko bolj dragocenega in to je bila strast do čebel. To seveda ni bila lahka pot. Si predstavljate, prevzeti dolgove in poskušati iz tega zgraditi nekaj novega? Ampak njegova predanost že na samem začetku, no, ta je postavila temelje za vse, kar je sledilo. In zdaj pridemo do jedra problema. Žnidaršičeva strast je namreč trčila ob ogromno oviro. Tehnologijo, oziroma bolje rečeno pomanjkanje lete v takratnem slovenskem čebelarstvu. Imenoval se je Krnič. In čeprav je bil del tradicije, je bil tudi, bil je sidro, ki je napredek v čebelarstvu v bistvu vleklo na dno. Pa poglejmo, kaj je bilo sploh narobe. Prvič, pani so bili praktično neprenosljivi. To pomeni, da so bile čebele obsojene na eno samo lokacijo, na eno pašo. Drugič, to je seveda onemogočalo kakršnokoli resnejšo, obsežnejšo trgovino. In tretjič, nadzor nad rojenjem, kar je, veste, ključen del čebelarjenja, je bil popolnoma kaotičen in neučinkovit. Vse to skupaj pa je seveda pripeljalo do manjših pridelkov in stalne negotovosti. In ta primerjana res lepo pokaže, kako velik je bil izziv. Na eni strani imamo stacionaren, okoren sistem, primeren bolj za hobi. Na drugi pa vizijo nečesa, kar je prenosljivo, nadzorovano in komercialno uspešno. Žnidaršič je moral premostiti ta ogromen prepad. In tukaj se zgodi tisti pravi preboj. Po letih in letih preučevanja, poskušanja in eksperimentiranja je Žnidaršič končno prišel do rešitve. In to je, veste, ključno spoznanje vsakega velikega inovatorja. Ni samo slepo kopiral tujih rešitev. Seveda, navdih je iskal pri nemškem čebelarju Gerstungu in italijanskem Albertiju, ampak je razumel, da mora rešitev prilagoditi lokalnim razmeram, našim potrebam. Ni iskal le neke majhne izboljšave, iskal je popolno, elegantno rešitev. In tako se je rodil pan AŽ, oziroma Žnidaršičevec, kot so mu tudi rekli. Ime je poklon Albertiju, ki ga je navdihnil, a inovacija je bila v celoti njegova. In cilj je bil neverjetno drzen – rešiti čisto vsako pomanjkljivost starega Kraniča. In tukaj vidimo njegovo genialnost na delu. Racionalne mere so pospešile razvoj čebeljih družin. Z enakimi satniki tako v plodišču kot medišču je upravljanje postalo neverjetno preprosto. Sama zasnova je čebelarjem končno dala pravi nadzor nad rojenjem. In seveda, tista ključna prednost – bil je narejen za prevoz. Vsak posamezen problem starega sistema je bil elegantno rešen. Ampak Žnidaršičeva zgodba se tukaj sploh ne konča. Njegova inovacija mu ni prinesla le ugleda. Postala je temelj za nekaj veliko, veliko večjega. Bil je pač izumitelj z dušo podjetnika. 500, ja, 500. Ta številka morda zveni preprosto, ampak to ni samo številka, to je dokaz revolucije. To je število, ki nam pove, kako radikalno je njegov novi pani spremenil pravila igre. Kar je bilo prej skoraj nemogoče, je postalo njegova realnost. In to, poglejte, to ni bil več hobi. To je postala prava industrija. In ni se ustavil pri čebelah. Daleč od tega. Odprl je trgovino s čebelarskimi pripomočki, zagnal strojarno in ustanovil celo tovarno testenin, imenovano Pekatete, ki je kasneje dobila še podružnico v Ljubljani. Žnidaršič je bil pravi gospodarski vizionar, ki je priložnosti videl povsod. Pa poglejmo si zdaj, kako je ta neverjetna življenjska pot vplivala na prihodnost in kakšno zapuščino je Žnidaršič pravzaprav pustil za seboj. Njegovo življenje je bilo res polno preobratov. Od rojstva v Ilirski Bistrici, preko tistega prelomnega izuma, pa vse do bega pred fašizmom v Ljubljano, kjer je na koncu tudi umrl. Njegova pot je pravzaprav odraz burnih časov, v katerih je živel in ustvarjal. Njegov vpliv je bil neizbrisan. Pani AZ ni bil le neka zanimivost, postal je standard. Standard v Sloveniji in na Hrvaškem.
Njegovo delo je bilo seveda prepoznano in cenjeno, kar potrjuje tudi naziv častnega člana Čebelarske zveze. Ni samo rešil problema, on je spremenil celotno panogo. In tako nas zgodba Antona Žnidaršiča pripelje do vprašanja, ki si ga lahko zastavimo danes. Ko se ozremo okoli sebe, v službi, doma, v družbi, kateri je tisti naš stari krajnič, ki ga jemljemo za samoumevnega, a v resnici samo čaka na svojega Žnidaršiča, da ga bo zavedno spremenil.